Prehajamo na 6. točko, predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne, druga obravnava. Predlog odloka je objavljen v gradivu številka 10, predlagatelj župan, poročevalke pa Katarina Vegelj, Maja Sušnik, Varja Suhodolčan in pa magister Renata Vuga. Besedo ima Katja Vegelj, izvoli. Ja, lepo zdrav vsem. Občinski svet je na seji junija 2023 obravnaval predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne v prvi obravnavi in ocenil, da je primerno pripravljen. Prav tako je občinski svet zadolžil občinsko upravo, da pri pripravi predloga odloka v drugi obravnavi upošteva pripombe podane na seji sveta oziroma odgovori, zakaj pripomb ni možno upoštevati. Pri prvi obravnavi strani sveta ni bilo podanih pripomb na vsebino posameznih členov. Vsi občinski sveti občin ustanoviteljic so predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne že sprejeli v prvi obravnavi. Prav tako tudi že nova občina Vodice, ki se ob potrditvi odloka v drugi obravnavi, potem ko so ostali brez lekarne v svoji občini, priključuje mestnim lekarnam. Občinske uprave vseh občin ustanoviteljic so ponovno preučile vsebino posameznih členov odloka, vseh podanih pripomb na sejah občinskih svetov ter namero občine Vodice, ki se želijo priključiti javnemu lekarniškemu zavodu, in jih uskladile in vključile v predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne v drugi obravnavi. Besedilo predloga odloka je tako usklajeno z vodstvom vseh občin ustanoviteljic in vodstvom javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne. Prav tako smo strani lekarniške zbornice prejeli mnenje, in sicer se zbornica strinja, da je odlok usklajen z zakonom o lekarniški dejavnosti ter primeren za obravnavo in sprejetje. Glavne spremembe predloga odloka iz prve v drugo branje pa so, doda se nova občina ustanoviteljica, in sicer občina Vodice. Posledično se spremenijo ustanovitveni deleži preostalih občin. V 6. členu smo dodali nov odstavek, in sicer, da ima zavod lahko organizirano spletno lekarno. Črtan je bil člen, kjer je bilo obrazloženo, kakšen ima zavod žig. Ta pristojnost bo ponovno opredeljena v statutu zavoda. Glede na vstop nove občine ustanoviteljice se posledično spremeni sestava sveta zavoda. Občina Kamnik z tega naslova dobi novega 4. člana v svetu zavoda. V prehodnih in končnih določbah se doda nov 25. člen, ki govori o tem, da se presežek, ki je bil ustanovljen do vstopa nove občine Vodice, lahko porablja le za investicije na območju dosedanjih ustanoviteljic. In pa dodali smo tudi nov 26. člen, ki govori o tem, da se nepremičnine v lasti zavoda, ki so na dan uveljavitve tega odloka v fazi gradnje ali obnovitve strani zavoda kot investitorja, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje, začne prvi odstavek 13. člena veljati po zaključku investicije. Do tedaj ostaja lastnik zavod. Besedilo odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne v drugi obravnavi mora biti sprejeto v enakem besedilu na vseh občinskih svetih občin ustanoviteljic. Odlok se bo nato v enakem besedilu objavil v uradnih glasilih vseh občin ustanoviteljic in začel veljati 15. dan po zadnji objavi. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, delovna telesa, svetniške skupine. Besedo ima Anton Iskra. Spoštovani, pred več kot 10 meseci občinski svet občine Kamnik na svoji 5. seji dne 21.6.23 obravnaval predlog odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne v prvi obravnavi in ocenil, da je primerno pripravljen. Pri prvi obravnavi naš občinski svet ni podal nobenih pripomb na vsebino posameznih členov. Tudi občinski sveti vseh ostalih občin ustanoviteljic so predlog odloka že sprejeli v prvi obravnavi. Kar zadeva besedilo predloga odloka, kakšen je bil pred nami zdaj, je v drugi obravnavi nimam nobenih pripomb. Spremembe so usklajene med občinskimi samoustanoviteljicami in so tudi v skladu z veljavnim pravnim redom na tem področju. Čas je torej, da naš občinski svet ta predlog predlaga sprejme še v drugi obravnavi. Hvala. Hvala. Svetnice, svetniki. Beseda ima Matija Siter Močnik. Ja, hvala lepa za besedo. Zdaj iz gradiva izhaja, da se lastniški deleži določajo glede na število prebivalcev. Me zanima, če ima mogoče ostale občine kakšno drugačno prakso, glede na to, da
imajo Domžale nekaj višji delež, pa čeprav imajo samo eno lekarno, mi imamo pa mislim, da 3 lekarne, pa imamo nižji delež. Nadalje me pa zanima, kakšna je razlika med lekarno in pa lekarniško podružnico. Gre zgolj za to, da ima isto podjetje še eno izpostavo v drugi občini, ali gre tudi za kakšne pravno, formalno ali pa finančne razlike v tem? Hvala. Hvala. Izvolite besedo magistra Renata Vuga, notranja revizorka javnega zavoda. Prvo vprašanje je bilo glede deleža ustanoviteljskega. To se pravi, Zakon o lekarniški dejavnosti določa, da imajo vse občine so ustanoviteljice, pravice in obveznosti v tem skupnem zavodu v skladu z deležem prebivalstva v njihovi občini. Zato smo mogli in ustanoviteljske pravice in člane sveta zavoda in župani imajo enake glasovalne pravice uskladiti z deleži prebivalstva oziroma številom prebivalstva po občinah, ki so ustanoviteljice. Vzeli smo zadnje znane podatke iz Statističnega urada lanskega leta, tako da tukaj ni nobenih možnih alternativ. Zakon določa, kako se te stvari urejajo in kako se delež izračunava. Res pa je, da zakon ne preprečuje, da ima posamezna občina ustanoviteljica na svojem območju tudi koncesionarja in to ne zmanjšuje njenega deleža v skupnem javnem zavodu, kar malo tudi očitamo pač domžalskim lekarnam, ampak dejstvo je, da to je zgodovina in da ni proizvod sedanjega vodstva. Drugo pa je podružnica oziroma lekarna. Tudi tukaj Zakon o lekarniški dejavnosti natančno določa, pod katerimi pogoji je enota rentabilna. Podružnica se lahko ustanovi takrat, ko prebivalstvo na gravitacijskem področju te podružnice doseže 2500 ljudi in na tem področju mora biti organizirano tudi splošno zdravstvo, to se pravi splošni zdravnik. To so pogoji, da je podružnica ekonomsko upravičena. Lekarna pa se lahko ustanovi šele pri 6000 prebivalcev in na te stvari seveda vsi javni zavodi pazijo, ko so te deleži oziroma to število prebivalcev doseženo, se tudi enote korigirajo v to smer. To je odgovor. Hvala. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda mestne lekarne. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Za je glasovalo vseh 28 svetnic, vas je glasovalo vseh 28 svetnic in svetnikov, proti nihče. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.